Tovrstne razprave so lahko koristne, če razjasnijo razmere v državah članicah. Vidimo, da so ranljive zlasti tranzicijske postkomunistične države. Ogrožajo jih vse močnejši monopoli, kriza, politični ekstremizmi, evroskepticizem in populizem. Namesto da bi demokratične stranke stopile skupaj, zlasti mi in socialisti, in skupaj zagotavljali demokratično prihodnost, pa slednji izkoriščajo takšno stanje za rušenje desnosredinskih vlad. Bolgarska zgodba je podobna slovenski. Poglejmo vzorec. Najprej pred meseci velike demonstracije z elementi nasilja in populističnimi zahtevami, uspešni desnosredinski vladi padeta brez volitev, oblikujeta se levi vladi, za povrh se kazensko preganjata celo bivša premierja. Paradoks pa je, da sta tako GERB kot SDS, moja stranka, nosilki boja proti korupciji v svojih državah. Skratka, razmere v regiji zagotovo niso spodbudne za prihodnost evropske demokracije in vladavine prava.